Robinhood prevzema Bitstamp. To je zagotovo najbolj udarna novica tega tedna. Kaj to pomeni za Robinhood in kaj to pomeni za Bitstamp? Pridružite se nam, da odkrijemo to skupaj. Lep pozdrav in dobrodošli v novi epizodi CryptoPulse. To je serija, kjer za vas tedensko pregledujemo novice iz kriptosveta. Da pa slučajno kakšnega videa ne boste zamudili, vam vsekakor priporočam, da se naročite na kanal Kriptomat Slovenija in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Poglejmo si, katere vse novice bodo v današnji epizodi. Kot že omenjeno, Robinhood prevzema Bitstamp. Pred kratkim smo v Evropski uniji imeli volitve. Ogledali si bomo, katere stranke so se prebile naprej in kaj to pomeni za kripto. Namreč, katere so za kripto in katere so proti kriptu. In na katero stran se preveša tehtnica. Na to imamo zelo velike odlive iz centraliziranih menjalnic. In pa še MiCA bo kmalu začela veljati v Evropski uniji. Odkrivali bomo, kaj to pomeni za Tether in posledično tudi za kriptotrg. Kar precej vsebine nas čaka, zato predlagam, da kar začnemo. Robinhood prevzema Bitstamp. To je pospešena širitev kriptoposlovanja na globalni ravni. Družba Robinhood je sklenila dogovor o prevzemu Bitstampa, to je uveljavljena kriptovalutna borza z globalnim dosegom. Ta strateški nakup bo znatno pospešil širitev Robinhoodove kriptovalutne ponudbe na mednarodnem trgu, saj Bitstamp prinaša več kot 50 aktivnih licenc in registracij in bazo strank iz Evrope, Velike Britanije, ZDA in Azije. Poleg tega bo Robinhood z Bitstampom vstopil na področje institucionalnega poslovanja. Bitstamp si je namreč med institucionalnimi klienti pridobil ugled, zanesljivo izvedbo trgovanja, globoko knjigo naročil in vrhunsko API povezljivostjo v panogi. Dodatno bodo Bitstampovi produkti, kot sta osnovna borza z več kot 85 trgovalnimi sredstvi ter storitve stakinga in posojanja, še dodatno obogatili Robinhoodovo kriptoponudbo. Tako Robinhood kot Bitstamp pričakujeta, da bodo lahko stranke obeh družb še naprej uživale v enaki ravni storitev, varnosti in zanesljivosti. Ekipa Bitstampa se bo pridružila Robinhoodu, kar bo spodbudilo sodelovanje, inovacije in izmenjavo znanja na globalni ravni. Obe družbi se zavezujeta k transparentnosti skozi celoten proces prevzema. Prevzem, ki naj bi bil zaključen v prvi polovici leta 2025, je ocenjen na okoli $200 milijonov. Imeli smo volitve v Evropski parlament. Te volitve so povzročile nemalo razburjenja, saj so nekatere pro-kripto stranke ali stranke, ki podpirajo kriptovalute, pridobile sedeže. Od 6. do 9. junija je več kot 185 milijonov ljudi iz 27 držav članic Evropske unije volilo kandidate za 5-letni mandat v novem Evropskem parlamentu. Ta ključni dogodek bo oblikoval politično smer Evropske unije za naslednjih 5 let, pri čimer kripto in blockchain tehnologiji nista izjema. Zdaj rezultati volitev so malček mešani. Krščanski demokrati so pridobili 10 sedežev, medtem ko so socialni demokrati ohranili svoje mesto, izgubili so le 4 sedeže. Stranka Renew Europe pa je izgubila 23 sedežev. Zeleni so utrpeli hud poraz, saj so izgubili 18 sedežev, medtem ko so skrajno desne stranke zabeležile pomembne pridobitve. Dajmo si zdaj pogledati, kakšne načrte imajo te stranke za kripto in blockchain industrijo. Evropska ljudska stranka ali EPP, ki ima 186 sedežev, je največja in ena najbolj vplivnih političnih skupin v Evropskem parlamentu, ima previden, a napreden pogled na kriptovalute, digitalni evro in blockchain tehnologijo. Stranka priznava transformacijski potencial blockchaina in digitalnih valut pri izboljšanju finančnih storitev in ekonomske učinkovitosti. Vendar pa
poudarja potrebo po trdnih regulativnih okvirih za zagotavljanje varstva potrošnikov in ohranjanje finančne stabilnosti. Nato je stranka Progresivna zavezništva socialistov in demokratov, ta ima 135 sedežev in je previdno optimistična glede blockchaina in kriptovalut. Stranka sicer priznava potencialne koristi teh tehnologij pri spodbujanju finančne vključenosti in izboljšanju javnih storitev, vendar pa so njene glavne skrbi regulativne in socialne posledice. Nato imamo Renew Europe z 79 sedeži. To je centristična in liberalna politična stranka, ki je bila pomemben glas v evropski razpravi o kriptovalutah. Skupina podpira vzpostavitev digitalnega evra, ki ga vidi kot ključnega za ohranjanje konkurenčnosti Evropske unije v digitalni dobi. Naslednja je stranka evropskih konzervativcev in reformistov. Ta ima 73 sedežev. Ta stranka ima pragmatičen in previden pogled na kriptovalute, kar odraža njena širša konzervativna in reformistična načela. Vidi namreč blockchain in kriptovalute kot obetavna orodja za gospodarsko rast in modernizacijo, vendar podpira stroge ukrepe za preprečevanje pranja denarja. Naslednja je stranka Identiteta in demokracija. Ta ima 58 sedežev. Ta je znana po svojih populističnih in nacionalističnih težnjah, nima uradnega stališča glede digitalnih valut in blockchaina. Članske stranke, kot je Nemška alternativa za Nemčijo, pa imajo določena stališča zlasti glede digitalnega evra, ki ga vidijo kot grožnjo gotovini. In naslednja je stranka Zelenih. Ta je pridobila 53 sedežev. Ti nimajo splošne politike glede kriptovalut ali blockchaina. Stranka priznava potencial blockchain tehnologije za izboljšanje transparentnosti in trajnosti v različnih sektorjih, vendar je zaskrbljena zaradi okoljskega vpliva določenih kriptovalut. Naslednja je Levica v Evropskem parlamentu. Ta je pridobila 36 sedežev. Levica je kritična do kriptovalut in izraža zaskrbljenost zaradi njihovega potenciala za spodbujanje nezakonitih dejavnosti in povečanje ekonomske neenakosti. Stranka podpira digitalni evro, ki bi okrepil javni nadzor nad monetarnim sistemom in spodbujal ekonomsko pravičnost. No, tukaj so še druge stranke. Volt Europa je pridobila 5 sedežev. To je proevropska federalistična stranka, osredotočena na inovacije in digitalne pravice, ima progresivno stališče do kriptovalut. Stranka podpira uvedbo digitalnega evra in verjame v zaščito digitalnih pravic uporabnikov ob zagotavljanju skladnosti s finančnimi predpisi. Potem imamo Evropsko krščansko politično gibanje. To je dobilo 4 sedeže in nasplošno podpira tehnološki napredek, dokler ta ne ogroža človekovega dostojanstva in temeljnih pravic, kot sta pravica do zasebnosti in svobode govora, ter ne škoduje okolju. Novo izvoljeni Evropski parlament bo pomembno vplival na prihodnost kriptovalut in blockchain tehnologije v Evropski uniji. Vsaka politična stranka ima drugačen pogled. EPP podpira uravnoteženo regulacijo za podporo rasti in inovacij, medtem ko SND daje prednost strogim pravilom za preprečevanje zlorab in podpira razvoj digitalnega evra. Renew Europe zagovarja proaktivno stališče do digitalnih sredstev, pri čemer poudarja digitalni evro in evropsko digitalno identiteto. Raznolika sestava parlamenta obeta razprave in morebitne prilagoditve okvirjev, kot je MICA. Prisotnost skrajno desnih in konzervativnih strank doda kompleksnost, saj so nekatere skeptične do digitalnega evra in dajo prednost strogim ukrepom za preprečevanje pranja denarja. Medtem pa manjše stranke, kot sta Zeleni in Levica, poudarjajo okoljske skrbi in socialno pravičnost v digitalnih financah.
V zadnjih 30 dneh smo videli velike odlive iz centraliziranih menjalnic. Poročilo o 10 največjih centraliziranih menjalnicah po vrednosti sredstev je razkrilo, da je 9 od 10 menjalnic v zadnjem mesecu zabeležilo pomembne odlive. Bitfinex je bila edina borza, ki je zabeležila pomembne prilive v višini 208 milijona dolarjev. Podatki DeFi Llama zajemajo obdobje od 12. maja do 11. junija. V tem času je platforma OKX zabeležila največje odlive, in sicer 636 milijonov dolarjev. Robinhood je sledil z odlivi v višini 430 milijonov dolarjev. Bybit je v zadnjih 30 dneh zabeležil tretji največji odliv s skupno vrednostjo 244 milijonov dolarjev. KuCoin in HTX sta prav tako presegla 100 milijonov dolarjev odlivov, pri čemer je KuCoin zabeležil 146 milijonov dolarjev, HTX pa 139. Bitstamp je imel manjši neto odliv kot prej omenjene borze, in sicer 106 milijonov dolarjev. Druge borze na seznamu, Binance, Crypto.com in Derbit, so vse zabeležile manjše neto odlive v tem obdobju. Derbit je zabeležil 38 milijonov dolarjev odliva, medtem ko je Binance imel 23 milijonov dolarjev odliva. Crypto.com je imel najmanjši neto odliv med 10 največjimi borzami s 13 milijoni dolarjev. Bitfinex izstopa z neto prilivi. Bitfinex je bila edina borza med 10 največjimi, ki je zabeležila neto prilive, in sicer 208 milijonov dolarjev v zadnjih 30 dnevih. Glede na 30-dnevno analizo DeFi Llama se zdi, da so številni kriptovlagatelji aktivno dvigovali sredstva iz centraliziranih menjalnic. To vedenje bi lahko pripisali indeksu strahu in pohlepa na trgu, ki se povečuje, saj mnogi želijo maksimizirati dobičke med bikovskim trgom. Naslednji mesec bodo zaradi novih predpisov v Evropski uniji nekatere večje valute kot Tether izginile iz evropskega kriptotrga. Ta sprememba bi lahko znatno vplivala na trgovanje na evropskih kriptoborzah. Stabilni kovanci so kriptovalute, ki so vezane na realno valuto, kot je na primer ameriški dolar. To povzroča manj nihanja v cenah, znani primer je recimo Tether, ki je vezan na dolar. Zaradi novih zahtev Evropske unije glede kapitala in preglednosti bodo večino teh stabilnih kovancev prepovedali. Tether, ki trenutno obsega 70% svoje tržne vrednosti v višini 160 milijard dolarjev, ne izpolnjuje tako imenovanega MiCA. Valuta bo naslednji mesec tako izginila iz Evropske unije in je že prenehala biti trgovana na več spletnih trgovalnih platformah. Tether je še vedno na voljo na večji borzi Kraken, vendar tudi ta platforma razmišlja o prekinitvi trgovanja. Prepoved Tetherja bo prisilila evropske vlagatelje, da poiščejo druge stabilne kovance za uporabo kriptostoritev zunaj Evrope. To bi lahko motilo likvidnost in stabilnost trga, opozarja analitska firma Steno Research. Ker evropski trg edini uvaja strožje predpise, se analitiki bojijo, da bo to osamilo Evropo. Generalni direktor Tetherja medtem ne vidi možnosti za dogovor med njegovo družbo in evropskim regulatorjem, Evropsko bančno agencijo. Trenutno le malo stabilnih kovancev izpolnjuje nove predpise Evropske unije. Največja svetovna kriptoborza Binance in druge polagajo upe v Circlov USDC. To je drugi največji stabilni kovanec, vezan na dolar, ki bi lahko osvojil trg. Circle ima tudi majhen stabilni kovanec, vezan na evro, EURC. Euro Convertible, ki ga izdaja Societe Generale in je eden redkih odobrenih stabilnih kovancev, bi lahko prav tako igral vlogo, čeprav ni priljubljen. Tether sam ne namerava več delovati v skladu z evropskimi pravili.
Glede na pravila, ki močno omejujejo dostop do kripta v Evropski uniji, je jasno, da Evropa ne čaka na to, je v prejšnjem intervjuju dejal izvršni direktor Tetherja Paolo Ardoino. Ardoino se predvsem ne strinja s kapitalskimi in kritnimi zahtevami, ki jih nalaga Evropska unija. Približno 60% denarja, s katerim trguje Tether, mora biti hranjenega v Evropski uniji, da bi zagotovili jamstva vlagateljem. Tether namreč vlaga denar predvsem v podjetniške obveznice in druge kriptovalute. S tem Tether sicer pridobiva dostojen obrestni prihodek, vendar je tvegan za vlagatelje. Hvala vam, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Veseli bomo tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Vsekakor pa nas zanima tudi vaše mnenje. Kaj si vi mislite o teh novicah, ki smo jih danes imeli v tokratni epizodi? Kaj si mislite o prevzemu Bitstampa, o rezultatih zadnjih evropskih volitev ali pa o Tethru? Kar napišite spodaj pod videom v komentarje in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. In da slučajno kakšne epizode ne boste zamudili, je res najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.